Pravljica o Pikiju in čarobnih besedah. Pred davnimi časi, v majhni vasici pod visokimi gorami, kjer so ptice veselo čivkale in rože cvetele v vseh barvah mavrice, je živel majhen kužek po imenu Piki. Piki je bil prikupen, tribarven, majhen, čokat kužek s puhastim kožuščkom in prijaznimi očmi. Imel je črno-oranžno dlako, bel gobček ter bele šapice. Pikijeve bele šapice so vse prebivalce male vasi spominjale na bele nogavičke. Piki ni bil povsem navaden kuža, bil je zelo radoveden ter je želel spoznati vse skrivnosti sveta okoli sebe. Vedno je iskal nove prijatelje in nove radosti. Kužek Piki je imel tudi poseben dar. Znal je čarati s črkami in s besedami. Poznal je čarobne besede, ki so imele moč, da naredijo vse okoli njega še lepše in bolj čarobno. Nekega sončnega dne, ko so ptice žvrgolele in cvetlice plesale v vetru, je kužek Piki odkril, da lahko s svojimi čarobnimi besedami naredi svet okoli sebe še bolj čudovit. Čarobne besede so bile: hvala, prosim, oprostite, rad te imam, lep dan ti želim, ti lahko pomagam, nasmej se. Ko jih je izgovoril, se je zgodilo nekaj nenavadnega. Ptice so začele peti še bolj veselo, rože so se razcvetele do najlepših barv in celo sonce je zažarelo še svetleje. Kužek Piki je bil navdušen nad močjo čarobnih besed, vendar ni želel, da bi besede ostale le njegova skrivnost. Odločil se je deliti svoje čarobne besede z vsemi prebivalci male vasice, v kateri je živel. Začel je hoditi od hiše do hiše, izgovarjal je čarobne besede in opazoval, kako se je svet okoli njega spreminjal v bolj prijazno in dobro deželo. Vendar pa ni vsakdo takoj razumel moči čarobnih besed. Nekateri so bili v dvomih, drugi pa so se šalili in menili, da besede nimajo smisla. A mali kužek Piki je bil vztrajen in ni obupal. Vedel je, da lepa beseda lepo mesto najde, in trdno je verjel, da bo s svojimi čarobnimi besedami prinesel radost in harmonijo v vsako srce. Nekoč je kužek Piki naletel na zelo žalostnega zajčka po imenu Uhac. Ker se je zajčku Uhcu zdelo, da ga nihče ne razume, je bil vedno žalosten in osamljen. Kužek Piki je pristopil k zajčku Uhcu in mu v njegova velika ušesa zašepetal vse o svojih čarobnih besedah. Sprva zajček Uhac ni želel poslušati, vendar se je po vztrajnem prepričevanju kužka Pikija odločil, da mu vendarle zaupa. Hvala, da si mi povedal za čarobne besede in postal moj prijatelj, je rekel zajček Uhac. In nenadoma se je zgodilo nekaj nenavadnega in čarobnega. Drevesa so mu pomežiknila z listi in cvetlice so mu zaigrale v ritmu vetra. Zajček Uhac se je nasmehnil, saj je tisti trenutek spoznal moč lepih besed. Kuža Piki in zajček Uhac sta postala najboljša prijatelja. Zajček Uhac ni bil več žalosten in osamljen. Skupaj sta hodila po vasi, delila čarobne besede in prinašala radosti vsem prebivalcem vasice pod visokimi gorami, ki so spoznali, da lepa beseda resnično lepo mesto najde, ter začeli ceniti moč prijaznih besed in dejanj. Nekoč sta zajček Uhac in kužek Piki
naletela na osornega in vedno jeznega ježka po imenu Mrki. Kužek Piki je pred njim izgovarjal čarobne besede in namesto, da bi se svet okoli ježka Mrkija spremenil v pravljično deželo, se je zdelo, da so se začeli zgrinjati temni oblaki in dež je začel padati. Ježek Mrki ni razumel moči čarobnih besed, ker je od nekdaj govoril le z jezo in neprijaznim glasom. Kužek Piki se je zavedal, da čarobne besede delujejo le, kadar jih izgovarjamo s prijaznostjo in ljubeznijo. Tako se je odločil, da bo ježku Mrkiju pomagal najti lepše besede in spremenil njegov način razmišljanja. Kužek Piki je vedel, da mora z ježkom Mrkijem postati prijatelj in si mora pridobiti njegovo zaupanje, saj bo le tako lahko razumel njegov način obnašanja. Prvi dan se je Kužek Piki poskušal pogovoriti, a ježek Mrki ni bil pri volji. Podjabljeno se je zvil v bodičasto kepico in zaspal. Kužek Piki je dolgo sedel poleg njega in premišljeval, kaj naj naredi. Odločil se je, da se bo vrnil domov in skupaj z zajčkom Uhcem naredil načrt, kako bosta pomagala ježku Mrkiju. Naslednji dan sta se Kužek Piki in zajček Uhec odpravila na daljši sprehod do starega drevesa na vrhu hriba. Pot je bila strma in naporna, vendar sta na vrhu ob vznožju starega drevesa našla majhno, svežo hruško. Kužek Piki je zalajal od sreče, zajček Uhec pa je zadovoljno poskakoval v zrak in strigel svojimi velikimi uhlji. Hruško sta varno shranila v culico in jo odnesla k ježku. Ježek Mrki je še vedno spal podjabljeno zvit v bodičasti kepici. Zajček Uhec je odvezal culico in iz nje vzel hruško. Hruška je bila lepe, zlato-rumene barve ter je opojno dišala. Iz tačke jo je nežno zakotalil proti ježku Mrkiju, Kužek Piki pa je prijazno dejal: Dobro jutro, ježek Mrki. Z Uhcem sva ti prinesla majhno hruško za zajtrk, da te razveseliva in morda pričarava nasmeh na tvoj obraz. Izvoli, naj bo tvoj dan sladek kot ta hruška. Ježek Mrki je še vedno spal zvit v bodičasti klopki. Kužek Piki se je pomaknil proti njemu in ga s smrčkom nežno dregnil v kožušček. Vendar je Kužek Piki čez trenutek žalostno zajokal od bolečine, saj so ga ježkove zbodice zbodle v smrček. Ježek Mrki se je prebudil, se zvil iz klopke in zbegano pogledal okrog sebe. Kužku Pikiju so po gobčku tekle debele solze. Ježku Mrkiju je pogled ušel od Pikijevega gobčka proti majhni hruški in nazaj. Ježek Mrki se je zavedal, kaj se je zgodilo, in postalo mu je hudo. Pikijeva žalost je postala njegova žalost, in ko je tudi njemu po gobčku zdrsnila solzica, je tiho rekel: Tako mi je žal, Kužek Piki. Oprosti, da sem te nehote zbodel s kozuščkom. In v tem trenutku se je zgodilo nekaj neverjetnega. Sonce je posijalo skozi oblake, drevesa so pomižiknila z listi, cvetlice so se zazibale v ritmu vetra. Ko je Kužek Piki slišal Mrkijevo opravičilo in njegove prijazne besede, ga je smrček nehal boleti. Nič hudega, izvoli, z Uhcem sva ti prinesla slastno hruško za zajtrk, je rekel Kužek Piki. Mrki se je nasmehnil,
hruško razlomil na 3 dele, vsakemu izmed njih dal enega izmed koščkov in rekel: Hvala. Zlata hruška in opravičilo sta Ježku Mrkiju spremenila življenje. Sčasoma se je Ježek Mrki naučil uporabljati čarobne besede in tudi njegov svet se je spremenil na lepše. Ves čas, ko se je trudil postati drugačen, je ob sebi imel prijatelja kužka Pikija in zajčka Uhca, ki sta ga spodbujala in mu pomagala. Postal je manj jezen, bolj prijazen in ljudje so začeli ceniti njegovo družbo. In tako je kužek Piki s svojo čarobno besedo pripomogel k temu, da so v njegovi vasici zavladale radost, ljubezen in prijateljstvo. Vsi, ki so prebivali v vasi, so spoznali, da lepa beseda resnično lepo mesto najde. Kužek Piki pa je bil neizmerno vesel, ker je spoznaval vedno nove in nove prijatelje, s katerimi je lahko delil svojo čarobno moč lepih besed, prijaznost in dobroto.